Živjo. Hokus pokus pa ni več hokus pokus, pa kava za fokus, ampak je popoldanski klepet. Jaz, saj v življenju se zgodi in potuje, a ne, zjutraj nisem bil v fazonu, da to naredim, pa sem rekel, pa naj bo en dan posta, tudi brez moje modrovanja, a ne. Ampak nisem mogel, da ne bi čez nek dan ipak toliko enih dogodkov, da ne morem, enostavno ne morem mimo tega, da vam povem, ne, valjda vsi veste, da je Jelinčič padel, ne. Jaz pa glede na to, da se pogovarjamo, ne, da sem vam že kaj povedal, bi tle opozoril na tisto stvar, na katero sem večkrat že. Awareness. Be aware of your mind. Bodi pozoren, kakšne misli imaš. Bodi pozoren, kje so tvoje roke, da ne boš mi kozarca polil. In Jelinčič, bodi pozoren, kje stopaš. Saj ti nisi včeraj prvič stopil v politiko pa pred kamere, ne? Saj pa valjda veš, da si tam obsvetljen z mnogo lučmi in da pol enkrat se pa oder konča in jaz verjamem, da tam se ne vidi, ne? Mislim, jaz to vem. In zdaj, če bi Ivan Gale padel, bi rekel, okej, pizda, on je pa res novinc, pa ne ve teh stvari, ne? Nek Jelinčič pa že koliko let? 20, ne vem, pa se nima veze. Mnogo let, preveč let. Jaz vam hočem povedati, da sami pogledate, koliko so ljudje aware. Nič niso aware. Oni so nezavestni. Govorim o awarenessu, ne govorim, da tip je na drogah, ne govorim, da tip je bedak ali neumen, čeprav mogoče bi in prvo in drugo lahko potrdil, ampak ne bom. Awareness ima pa zelo slab. In kako bo nekdo, če ni pozoren, kje hodi, lahko za sabo vodil nekaj ljudi nekam, ne? Jaz ne vem. Odzadaj se vrti komad, ki ga bom tudi prilimal, jaz ne vem, ali gor ali dol, najbrž gor, zdaj sem pogledal, da je mogoče lažje gor. Private Investigation od Dire Straitsov. Mark je bil tudi tak, se je boril vam razložiti, pa ni šlo, ne. Naredite svoj private investigation, ne. In investigation of you, ne, se pravi raziskava, preiskava. Naredi preiskavo, a veš, zdaj oni že rečejo, nisem kriv, nisem ukradel, oni to vse rečejo, rekel sem že rekel, ne, to smo že imeli. In, veš, dajte narediti malo sami to neko raziskavo, da boste nagruntali, da boste prišli do nekega zaključka pa rekli, sem so res pajaci, ne. To je ena stvar, da ti totalno unaware. Zdaj jaz te oddaje cele nisem gledal, ker me niti ne zanima, ker vem, da je to pač pravljica, bajka, zgodba. Če bi bila bajka, bi bilo super. Pa ni, ne. Cirkus je. Nima veze z bajko, ne, niti z balalajko, nič. Ampak je totalen. A veš, zdaj ta private investigation, daj majčkeno bodite pozorni. A mu je skočil nekdo v besedo? A mu je pustil do konca misel povedati? A imate nek zaključek okrog vsega? Kaj bi lahko bil zaključek? Na koncu vsi grejo iz oddaje, ker se ne znajo pogovarjati. Enkrat samkrat naredijo soočenje, zdaj pa povejte, kdo je jači na televiziji. In vi to gledate in a je televizija kdaj govorila resnico? No. Ti, ampak tale pa je, ne? Ena in zadnja, prva in zadnja oddaja soočenja, da bi vi lahko videli in prepoznali ta cirkus. Če se oni ne morejo v eni oddaji 1 uro nič zmeniti, pa kaj, vi mislite, da oni se zmenijo v parlamentu? Ne bom dal odgovora, vi si ga najdete. In zdaj, te volitve konec koncev tudi mene intrigirajo, ne, zdaj, ali bom volil ali ne bom volil, koga bom volil, ne bom nobenega, ne. In zdaj ipak nekako ta Gale mi je pa všeč, ne. A sem rekel, da ne vem, da ne bi slučajno mene kdo v politiko tle zdaj, kaj sem svetoval. Ta Gale mi je pa
Super, ne? Kaj smo rekli, televizija je kontra sistemu ali s sistemom? Potrč je bil tudi, jaz sem ga rad poslušal, Potrč je super stvari povedal, zelo simpel, čist simpel. Jaz ne vem, če je povedal tudi tisto, kaj ne bom, tudi njega ne bom. Gale mi je všeč, pa ne zaradi tega, ker ga bom volil, ker ga ne bom nobenega volil, ampak tle bi rad spet dal vam še eno misel, da vi razmišljate. Ali obstaja verjetnost, da Gale je bil uslužbenec na kjernih rezervah, zdaj pa on politik. Spet podoben primer sem že povedal, zame je vse to cirkus, vsi so prevaranti. Jaz verjamem, da Gale ne ve vsega. Da on je zaveden, ker on ni politik, on ne pozna zgodbe iz ozadja. Ker politika ni nič drugega kot nek vmesni člen med ljudmi, da nam prodajo, in agendo zadaj, mislim, tle vmes je pa politika, in vmes so neki ti pajaci, Zdaj, eni so bili dobri, eni so bili slabi, eni so bili pa malo manj slabi. Kaj hočem reči? Da jaz tudi nisem politik, pa jaz verjamem, da bi marsikomu kaj lahko pomagal. Pa ne bom nikoli politik, ker nočem biti del tega cirkusa, Mislim, jaz ne vem, kako bi se z Janšem kaj zmenil, jaz bi ga na gobec, karikiram, ni on edini, Mislim, najprej rečeš, jaz pa odstopam, ne bom več premier, recimo zdaj dam Šarca, pol pa rečeš, ne, se bom zdaj kandidiral, zdaj bom pa bolj hud, Mislim, ti si pokazal že, kako zelo si, kakšna je tvoja integriteta in moč, smo kot kameleoni ali nismo kot kameleoni, Še enkrat, nobenega imena nisem izpostavil zdaj v kontekstu, da ga blatim ali pa da ga poveličujem, bolj bi želel, da vi sami razmišljate, da politika ni ena stvar, ki je narejena za vas. Jo pa plačate in plačamo. Prvič pri plači, drugič pri, ko greš obleko kupiti, daš DDV, in še kar rečeš, zdaj pa pejte vsi v Maloro, grem jaz pa na eno pivo in spet ti plačaš DDV. In zdaj ti pogledaš te pajace na ekranu in rečeš, to so res pajaci, ampak majster, mi jim damo plačo. Ta plača je iz tvojega budžeta. In ti v njega ne smeš pogledati, kam je kaj šlo, ker to je njihova tajna. Denar je pa moj, tajna je ratala pa njihova. Dajte tle med ta... Mislim, ne dam, In zdaj, a ti hočeš dati DDV? A ti hočeš plačati? Zdaj lahko že začnem malo imena, A ti hočeš Jelinčiču dati plačo? Ne vem, 2, 3, 4 ure. Ne. Mislim, jaz tudi Janši ne bi dal in Jelinčiču ne, in v bistvu nobenu iz unih 90-ih, in zdaj to pomnožimo dol v kompletne, vsaka je še občina, pa pol še teh pomočnikov, neki pun kurac, se opravičujem. Ti nočeš plačati javnega sektorja, ker ta javni sektor je naredil, če drugega ne, ti je količke postavil na cesto, da ti ne moreš priti pravočasno v službo. Pa še živc ti je dvignil, To je naredil sistem. Sistem ti ni pomagal popraviti pri nas imamo jaške, rakak. Mislim, da je jaške ven, druge not, beton in končano. Jaz ne vem, zakaj mora biti 10 dni zaprta cesta, ki je mater regionalka, Ti nočeš tega plačati. In kaj? Oni tebi vzamejo. Pa da pridem mičkem bližje, kako se reče temu, ki ti vzame brez tvojega dovoljenja? Imamo, Jaz ne dovolim, da mi nekdo nekaj vzame, on pa vzame. Lopov, ne? Ja, ne, to zdaj je pa politika. Jaz gledam, da sem razburjen. Nisem, rad bi bil samo eksakten, da tudi sami pri sebi najdete odločnost, pa rečete, stari moj,
Ja, kaj pa češ tako je? Mislim, kaj pa čem tako je? Jaz hočem, da vseh teh 90 parlamentarcev in ta cela grezenca pač crkne, a ne? A je kaj naredila za vas? Tle pride pa na vrsto ena stvar, ki sem si jo pa spravil. If you think this world is suddenly become more evil, then you've not been paying attention your entire life until now. Or you have been a part of it. Zdaj bom pa še za tiste, ki angleško ne znate, prevedel. Če vi mislite, da je ta svet zdaj le naenkrat postal eno hudičevo leglo, da je postal, a ne? Ne, da je postal zdaj naenkrat, pol vam povem, da vi niste bili pozorni, ne, awareness, ves ta čas niste bili nič pozorni. Niste polagali pozornosti na stvari, da bi jih videli. And now, or you have been a part of it. Ali niste bili pozorni, mater, ali ste pa del tega sistema, ne? Tudi komadičke šus. Pa poznate ga. Taka. Ste del sistema ali ste zaspani? Dajmo si mi naliti čistega vina, je prav? Ker delati se neumnega, to je zelo moderno. Zelo moderno. Nič ne vem, ne. Materna, ej. Valjda, skrivač se skriva in najboljša obramba je Turšič je neumen, dajmo tako začeti. Ja. Ekipca, draga moja zlata, še enkrat, če mislite, zdajle, na volitvah ste vi pogruntali, mislim, upam, da je kdo zdaj gledal kakšno oddajo, na televiziji so vam pokazali, da je to cirkus, da oni se ne znajo pogovarjati, da so totalno tudi hoditi ne znajo, da se ne znajo obnašati. To oni bi bili vaši voditelji, sekundica. To je že ves čas, sam zdaj jim ne gre, zakaj pa ne, prejšnja leta je pa šlo, zdaj pa ne, pa zaradi tega, ker je matrica ugasnjena in nimajo več suporta, pomoči nimajo. Ne fizično odzadaj s svojimi scenariji, ne energetsko nimajo več. Ne? Vi meni ne verjamete, nič hudega. Še kitarco imam za ozadje. In ni to nič novega, ta sistem je gnil ves čas in je narejen zato, da vi ne bi se šteli, ker oni imajo ves čas nove igračke. Zdaj Janša, zdaj pa Šarec, zdaj je pa še Jelinčič, ne. Mislim, a lahko ugasnemo vse skupaj. To je tisto, kaj bi vam rad razložil. Dajte se skonektati, povezati s sabo. Dajte probati te kamne na kup zbrati. Sam ne morete, dok se ukvarjamo s tem, kako je padel. In na srečo, rekel Jelinčič, na žalost je še živ, ne. Na žalost. Ja, res je, na našo žalost je tam ta pijavka, parazit, klop, še zmeraj tukaj in bo počel še naprej te iste stvari. Ne bo drugače on, ne bo zdaj... A veš, če si enkrat grd, si zmeri grd. A veš, oni pred volitvami ratajo lepi, pa so pa 4 leta grdi. A imate to? Pa se to ni prvič, to se nisem jaz spomnil. Jaz bi rad vam samo osvetlil to situacijo, da jo vi tudi razumete. Ne? Zdaj, če sem rekel, da on tak je in se delate neumne, zdaj jaz bi dal 11. božjo zapoved v letu 2022. Pazi, 11. božja zapoved. Ne delaj se neumnega.
Imamo? Še enkrat jo bom ponovil. 11. božja zapoved se glasi: ne delaj se neumnega. Pika, stop. In te neumnosti imamo mi mal pun kufer, ne? A veš, nič ne vem, ta star, te pa dost. Ja pa veš, ker si del tega in si narcis in si, kako sem že zadnjič rekel, si iznajdljivec, ne? Kdo je iznajdljiv? Lažnivci in kradljivci, ne? So tisti, ki jim daš, brez da si hotel jim dati. Ok, jaz sem se odločil, da danes bom malo krajši. Jaz sem vam hotel sem dati, da malo razmišljate. Ker jutri bo volilni molk, ne? Ker do zdaj so se lahko kazali kot pajaci, a veš, v soboto pa pol oni rečejo kot gospodov dan je pa tišina. Pa da se ne bi kdo od nas kaj menil, ne? Ker ga bomo kaznovali. A imate to zdaj, jaz ste ujeli? Pa jaz ne vem, koga bi volil v tem trenutku. Glej, tle imam kuverto, moram iti voliti, pa koga? In oni so še celo pogruntali, ne, da v bistvu ne, da je to tvoja pravica, da zdaj oni bi tukaj dali kar kot dolžnost. A ja, kar kot dolžnost, a ja, in če ne grem volit, kaj, tle pridejo kepi in me odvlečejo, pejt obkrožiti številko. A bi si vi to predstavljate, kaj si oni zamišljajo? Dajte vi skontati, jaz sem že, meni se zdi to banana, ne banana, lopovščina. Od koga? Od mene. Mene denarja, ne? Pa še energija, ne? Ker energy je denar, ne? Čas je denar, denar je pa spet nazaj energija. In mi jim dajemo ta neke energije, ampak ob sobotah pred volitvami pa ne? Pa ne smete se nič o tem meniti. Pa dajte vi razmišljati. Jaz ne vem, jaz sem že. Meni se zdi res trparija. Sam bom šel volit, ne? Bom šel, sam še ne vem, kaj bom obkrožil. In zdaj še enkrat da osvetlim, dol v eni kolumni sem tudi napisal o volitvah. Ko boste že zvolili, ne, vi boste dali svoj glas, vi ste se odločili pametno, karkoli ste se že, ne? Odvisno, koliko močno so vas zapeljali, kdorkoli vas je uspel zapeljati. Vse poti vodijo v Rim, ne, na koncu. Okay. Dajte malo razmišljati, v Vatikan nam je pokradil denarja, olala. V miljah kilometrov tunelov zlata je že med nami, hvala Bogu. Ker do zdaj so ga imeli samo oni, veš, pa o skromnosti so ti razlagali. In vi boste oddali svoj glas in zdaj se sam poraja vprašanje, ali obstaja ena verjetnost, da nekdo iz škatle vzame 10 glasovnic in vloži drugih 10. Ampak teh 10 je obkroženih s pravo številko. Obstaja ta opcija. Ne, imamo zdaj novo komisijo, da ne bi kakšen župnik, v nedeljo kaj volilni molk kršil, ne. To imamo komisijo, spet nekdo je plačan za to, ne. Valjda ne ti, pa jaz tudi nisem ta, ne, jaz ne bom pobral teh 100 evrov, ne, tisti dan, da bom šel poslušati tlele. Najprej bo po železju din don, pa bom šel v mrzo cerkev, pa šel v puščico, kaj dal, vmes bom mogel vstati, pa vsest, in vmes, da bo on rekel, kaj o politiki. A, to pa ne. Cerkev je pa le ločena od države, mar ne? A če imeti kaj not, a se spustim zdaj kaj noter? Ne bom se, ker vi veste, da pač cerkev je lider, on je vodja. In cerkev ima pod sabo vlade in vlade delajo tako, kot je cerkev naročila. Halo? Zdaj, sem jaz zdaj blesal? Ne, vi niste pogooglali. Mislim, tisti, ki pravi, da sem jaz blesal zaradi te izjave, mu lahko jaz rečem, da on ni pogooglal nič. In zdaj on ne googla, ker to je internet, to je sama zabloda, ne? On hodi v knjižnico, ker tam ni zablode, a veš? Pa še televizijo gleda, a veš? In tudi dnevnik, najprej na A kanalu ob 6, pa pol na Popu ob 7, pa še med dnevnikom šalta, tako da itak ni nič zvedel, ne? Od enega ne od drugega. Mislim, oni pa itak funkcionirajo, jaz sem delal novice, to sem že povedal, a veš, prva novica na Pop TV-ju, pa prva novica na Pop TV-ju pa na RTV-ju nista iste. Zdaj, vi niste bili pozorni na to, ne?
Mogoče boste pa zdaj. Še na marsikaj niste bili pozorni, pa so vas peljali scat. Tako kot vas zdaj vozijo. Enega boste volili, ne? Tisti, ki vas je najbolj peljal scat. Pa da se vrnem nazaj na to, a obstaja možnost, da nekdo zamenja listke. A veste, vi ste dobili zdaj pošto na vaše ime. Na vaše ime. In ta vaše ime je končno pravilno napisano, ne? Matej Turšič, prva črka je velika, ostale so pa majhne, ne? Tako sem jaz napisan, to je prav. Zakaj pa tle sem napisan drugač? Ker je to ZZZS. So pa vse velike, ne? Dajš. Vidiš pa, kadar dobim... Ok, ta tudi vam ne bom dal v spredje. Pše, pepti. Veš, to je spet nova tema, veš, to je s temi velikimi črkami pa malimi črkami res ne valja. Bom shranil, bom pustil kuverto, si bom zapomnil, ne, se ne. Vi ste dobili pošto, vsak je dobil vabilo, vabljeni, wow, Cirkus d.o.o., Cirkus Republika Slovenija d.o.o., wow, pridite in izvolite levega ali desnega izmed nas, katerega boste vzeli, mi smo iste barabe, katerega od nas si boste vi izbrali. In vi morate dati tam, ker vi imate že, ste dobili, ali je prišla moja hvama, ali je prišla, ne, vi ste dobili pravo pošto, jo imate, suvereno morate to vzeti s sabo, ne, da se čuti neka vrednost, ne, in pa prijete kaj, to ni dost, da imate vi to. Vi morate med sabo osebno izkaznico. Pa ne tako, kot vam je prepasala. Veljavno, a ne? Ker če vam je prepasala prejšnji mesec, Matej Turšič je bil veljavnost se zdaj izmišljujem, do februarja, in zdaj, če hočem imeti jaz to osebno voliti, ne, če bi mi prepasala, ne morem, ker to več nisem jaz, ker pač ni veljavna osebna izkaznica. A vi štekate bedarijo? Sem se pokvaril kasir, pa stari, jaz sem se rodil 2. marca, stari, takrat in še zmer sem tle, eto me. A sem na slikci isti, si, ampak ne velja osebno. Pa kaj je to za ena banana, ne? Dajte vi tu razmišljati. In zdaj, vi imate papir, osebno izkaznico in zdaj oni rečejo, prav, zdaj pa ti damo mi tle malo iz kupčka nov papir. Pa nisem toliko majhen. Halo, vi boste dobili papir, unta velik, stari, tak. A3. Kak je to papir? Pa barno printan, ne, ni to džabe. Zato, da boste obkrožili pravega, kaj že. Zdaj bom dal primer. A veš, zdaj recimo nekdo se je odločil za stranko SDS. Recimo, zdaj to čist karikiram. In zdaj, kdo je SDS? Ti zdaj, ko boš ti misliš, da je Janša SDS, ne, valjda bom volil Janšata, ne, pač tako se je nekdo odločil. In prideš kaj in tam piše SDS, ne, stranka, ampak zraven ne piše Janez Janša. Se pravi, vi ste že izvolili nekoga, ki ga sploh v bistvu v večini primerov jih sploh ne poznate teh ljudi. Razen, če niste že del stranke, pa jih poznate, ampak načeloma vi ne poznate teh ljudi, ne. Jaz recimo se bom odločil za nekoga, neko stranko, pač bom šel, ne vem, ne bom šel še, nisem še, jutri je volilni molk, jutri bom skontempliral ali bom dal. Ne bom dal glasa nobenemu iz cirkusa, je prav, zame noben klovn ne more biti moj predsednik, je prav. Izvolite predsednika, ne izvolite klovna in klovna izvolite in on bo ustavo še bolj pohodil, kot jo je do zdaj, kdorkoli. Se verjamem, da Ivan Gale ne bi hodil po ustavi, se on pravzaprav teh političnih scen ne pozna, on je krasen, tudi po Trči je krasen. Bomo zdaj mi malo počakali še, ne, počakaš, je taka ful dobra gesta, počakaš, pa da vidiš, kaj se zgodi, ne. A veste, to je igra, v igri se vse zgodi, ne. Nastaviš, pa, ne, to je igra, ne, igra. Igra zadaj je globalno še mnogo večja, kot si upate predstavljati, ampak ne veste o njej, ker ste gledali televizijo, kjer pač ona ne govori o tej svoji igri, ali kaj. Valjda ne bo televizija rekla, da otroke jejo.
pa kri pijejo. Samo to se nisem jaz mislil, tudi počnejo. Ne? Ta kult iz te igre od zadaj. To boste vi spoznali, jaz nisem trčen, jaz sem od tega precej prebral, pa tudi srce se mi je paralo, ko sem videl te prizore. In ker ste tako zaspani, vam bo treba te prizore pokazati, da boste vi rekli, mater, čak samo, kdo je to delal? No, jaz vam že zdaj povem, da vem, kdo je to delal. Vaši idoli, vaše ikone, vaši najbolj hudi ljudje so to počeli. Lej, tale stric je tudi od zadaj. Just one. Aha. Stay with me, my love. Let's just breathe. Dihajmo. Tole pa Eddie Vedder. Eddie Vedder. Tudi njega vam bom prepopil. Zdaj sem že dal 2 obljube, ampak bom obe izpolnil. Ok. Odločil sem se, da bom danes malo krajši, bi vas v isti sapi prosil, če mi prosim, kdorkoli me pač zdaj spremlja, dajmo se tako zmeniti, ne vem, meni se zdi, da v pol ure, le 26 minut je, v pol ure se mi zdi, da ful hitim, da bom nekaj stisnil, tudi včeraj nisem bil prav počasen, pa še ne, pride 1 uro. Dajte mi povedati, hočete malo krajše stvari, v smislu do pol ure, ali vam je ok tam okrog ure, ker meni osebno okrog ure mi je ok, ne? Pa jutranja varianta mi je všeč, zdaj pa imate cel dan čas, če. Ful mi je, eno stvar vam moram povedati, 3 ure si pogledate moje, niso to blesarije, ne? Zdaj sem, kakor jih kdo razume. Kaj, veste, kako mi je bilo všeč, sem se slišal z gospodično in pravi, sem te čakala, veš, danes, nisi še, sem šla prav pogledati, če si objavil nazaj in te ni bilo, ko ja moš pa počakati, se pa uploada, ne, jaz si nisem tega predstavljal, resno, in moram vam povedati, da mi je to tako všeč, da mene nekdo čaka zjutraj, pa ali Turšič je že kaj dal, halo, pa en teden sem tukaj, nisem jaz Jonas, ne, ne, hecam, ne, nič se ne hecam. V redu je, rad vas imam, držite se, uživajte, eno ful lepo sem slišal, pa jo bom predal naprej, ker je ta od moje sestrice, ne, take dušne sestrice, pa pravi, čujte se, ti si edini ti, ki te imamo. Veste, vsi smo bratici pa sestrice, samo ego nas deli vmes. Mi se imamo lepo, nam je super, mi uporabljamo ta organ, rajško kar tega, ker se manj matram. Jaz res z rokami se matram, kadar pa mislim, pa nič ne trpim. Res ne. In ne boli, če človek malo razmišlja. Jaz upam, da sem vam malo odprl ta neko razmišljanje. Tistim, ki pa že veste te stvari, pa tudi super. Mogoče boste komu to dali, ki bi mu radi povedali, da je vse skupaj. In razpada. Matrica pred vašimi očmi razpada. Ja? Klovni na TV-ju vam kažejo, da razpada. Kot del igre. Grozno je. Grozno. Njim. Nam je pa čedalje lepše. In imamo vse možnosti, da zaživimo, zadihamo, vdahnemo življenje, ker je prečudovito. Duša je krasna stvar. Pa še zdaj bi vam še razlagal, odkje je beseda L-A-2-V. Pa daj vam dam pa razmišljati, pa jo bom jutri povedal. Evo, pa naj bo temu se reče teaser. Ok, imejte se prečudovito, vikend je pred vrati, jutri se pa ziher vidimo. Uživajte. Čau. Time is running out.